Vesa nam ni tuja, vendar v upanju, da se že veseliš v družbi tvojih dragih, tudi 3 bratov, katerih kraj smrti si vse življenje iskala, se danes od tebe poslavljamo. Zemeljsko popotovanje si zaključila na pepelnično sredo. Tvoje brezskrbno otroštvo se je končalo pri 8 letih, ko se je začela 2. svetovna vojna. Leta 1942 si doživela napad na Ajdovec, poboj in mučenje mnogih domačinov, po večini mladih ljudi. Vsa župnija si je odela v črnino in žalovala. Naslednji dan so ob večerni uri, ko je zbrana družina molila rožni venec, prišli še po vašega očeta. Atek ste ga klicali in ga pred vašimi očmi na domačem dvorišču ustrelili. Mama in 10 otrok je ostalo brez očeta in gospodarja. Potem je prišlo poletje 1943, ko so sredi mlatenja pšenice vstopili vojaki in vam dali 10 minut časa za izselitev. Potni, prašni, umazani, utrujeni in zbegani ste z vozom odhajali od doma, ko se je dan že nagibal k zatonu. Govedo je mukalo, privezano na lojtrni voz, svinje so cvilile, ko so praznili svinjake. Kam gremo, ste se spraševali. Nihče ni vedel nič. Po nekaj dneh žalostnega popotovanja preko številnih ovir na poti je ta žalostna druščina z mamo in otroci prišla do meje osvobojenega ozemlja v bližini Kočevja. Družina je bila pregnana. Začel se je boj za skorjo vsakdanjega kruha. Po vojni si se skoraj še otrok zaposlila na otroškem oddelku ljubljanske bolnišnice. Opravljala si najbolj preprosta dela, pozneje pa se izobraževala in do upokojitve opravljala poklic medicinske sestre z dušo in srcem predano svojemu delu, podnevi in ponoči, ob nedeljah in praznikih. Tudi ko je otrok potreboval transfuzijo krvi, si stegnila svojo roko, da je tvoja življenjska tekočina reševala mlado življenje. Poleg službe si vedno našla čas tudi za pomoč na domu, na kmetiji, ki jo je v težkih povojnih razmerah prevzel naš ata, tvoj brat Jože. Otroci smo se vedno veselili, ko si poleti prihajala na dopust, da si pomagala v košnji in žetvi, pozimi pa si nam pletla jopice in puloverje, ki jih je potem prinesel Miklavž. Teta Anica pa je poskrbela za slaščice. Ko so vse ti iztekla leta službe, sta se s teto Anico preselili k našemu atu, pomagali na kmetiji, pozneje pa mu v bolezni stregli, stali ob strani do njegove smrti. Mirno ste živeli v prijateljskem sožitju in bili odprtih rok za vsakega, ki je prišel mimo. Po atovi smrti sta se z Anico preselili v Ljubljano, v stanovanje, kjer sta živeli, dokler ste lahko samostojno poskrbeli zase. Ko sta začutili, da vama pešajo moči, sta se odločili za odhod v dom. Zavod Svete Terezije Videm Dobre Polje. Draga teta Ivanka, v imenu domačih in vseh sorodnikov se ti iskreno zahvaljujemo, ker si nam nesebično pomagala in stala ob strani na naših življenjskih poteh, vse od otroštva do danes.
Posebej smo čutili tvojo pomoč tudi v času mamine smrti in pozneje atove bolezni in nemoči. Poleg velike moralne podpore si nas bila vedno pripravljena sprejeti pod svojo streho v času študija in tudi kasneje. To je bil za nas neprecenljivi dar, ki se ga danes še toliko bolj zavedamo. Draga teta Ivanka, danes, ko te spremljamo k zadnjemu počitku, smo hvaležni Bogu, da si bila dana naši družini. Uživaj srečo v družbi svojih bratov in sester, ki si jih že pospremila na zadnjo pot. Tvoji domači.